Ja, 16. marca nas je zadelo tako kot mnoge druge v Evropi, pandemija koronavirusa 19. Kako se je to odražalo pri nas začetka 16. marca? Močno so se zreducirali operativni programi, zapirale so se ambulante za neurgentne bolnike, število operacij se je pomembno zmanjšalo. Ob tem pa smo ves čas normalno operirali bolnike z rakavimi bolniki in seveda vse urgence, kakršnekoli diagnoze, ki so pač zahtevale urgentne kirurške postopke. V začetku prvih 14 dnevih se število operacij sploh ni še veliko zmanjšalo. Takrat smo bili nekje na 60 do 70%, seveda upoštevajoč samo situacijo pandemije, medtem ko pa sedaj skupno gledano v zadnjem obdobju vse do danes pa smo padli na nekako število operacij 30% iz primerljivega obdobja lanskega leta. Število se je dodatno zmanjševalo zaradi manjšega števila določenih rakov, ki so bili sprejeti za operacijo. Tu imam v mislih predvsem kolorektalni rak in pa rak želodca. Razlog za to je, da sta oba dva raka povezana v diagnostičnem postopku z endoskopskimi preiskavami. In kot vam je znano, so se tudi endoskopske preiskave v tem obdobju močno zmanjšale, odnosno so bile omejene res na najnujnejše bolnike. To se bo odražalo tudi še približno mesec dni naprej, saj imamo sedaj mesec in pol zamude pri diagnostiki raka debelega črevesa in danke. Kolikor mi je znano, so sedaj vse ustanove, tudi koncesionarji, začeli z endoskopskimi preiskavami, naprej se odvija program svita, tako da bodo, kot rečeno, bolniki prihajali z zamudo, jaz upam, da ne z usodno zamudo glede zamika časa, ko je bila postavljena diagnoza. Z naše strani ni nobene ovire za to, da vse te bolnike zoperiramo, tako kot smo jih tudi do sedaj. Z prihodnjim tednom, deloma že s tem tednom, smo razširili našo dejavnost. Na voljo imamo več operacijskih miz, čeprav še vedno ne toliko, kot smo jih imeli v preteklosti. In obetamo se, da bomo začeli tudi z operacijami tistih bolnikov, ki so bili predvideni za to inkriminirano obdobje in so odpadli, odnosno bili odpoklicani. Tako da imajo sedaj poleg rakastih in urgentnih bolnikov prednost tisti bolniki, ki so že bili na programu. V podkrepitev vsemu temu naj pokažem našo lastno analizo iz statističnega programa SOP, ki smo ga razvili sami, ki izkazuje, da se čakalna doba za rakave bolnike pri nas kljub vsemu ni podaljšala. Vsi bolniki, ki so bili vpisani v knjigo za operacije, so bili operirani v manj kot 3 tednih. Posebej hitro smo operirali bolnike, ki so imeli raka trebušne slinavke in raka želodca. Iz prej navedenih razlogov pa je seveda številka bolnikov z rakom debelega črevesa in danke manjša, vendar pa čakalna doba je čakalna doba za te operacije tudi manjša. Nekoliko se je podaljšala čakalna doba za bolnike z jetrnimi tumorji, vendar samo za 2 dni, iz 14 na 16 dni. Tradicionalno na tem oddelku skrbimo za to, da bolnike z rakavimi boleznimi operiramo v najkrajšem možnem času, saj se zavedamo, kaj pomeni to za bolnika,
ki nosi v sebi raka. Naslednja tabela, ki jo imam tu pred očmi, prikazuje število benignih operacij. To so tiste elektivne operacije, operacije kile in operacije žolčnih kamnov. Te so se popolnoma zmanjšale, to se pravi, skoraj da nismo teh operacij operirali, razen primerno, da je šlo za urgentne primere. Enako velja za proktološke operacije in nekatere druge operacije benignih obolenj. Kot negativno dejstvo je, da imamo v kirurški stolpnici intenzivno COVID enoto, ki v mnogočem hendikepira predvsem ostale oddelke, ki so vezani na intenzivno nego, za sobo za intenzivno terapijo po operacijah. V manjši meri je to hendikepiralo tudi nas, vendar imamo svojo intenzivno, v kateri lahko vršimo vse intenzivno medicinske mere pri naših bolnikih, seveda pod pogojem, da ne rabijo umetnega mehanskega predihavanja. Z veseljem sem sprejel novico danes na kirurškem kolegiju, ko nam je strokovni direktor povedal, da se bo počasi začel program, odnosno sprejemanje elektivnih bolnikov, ki niso rakasti, liberalizirati, odnosno sproščati. Koliko bo ta sprostitev dejanska, odnosno kakšna bo ta sprostitev, bomo videli. Vseeno pa velja biti previden. Vemo, da smo ves čas opozarjani na nevarnost drugega vala. Seveda pa k temu treba dodati še eno dejstvo, in to je, da dobiti COVID pozitivnega bolnika na oddelek za abdominalno kirurgijo lahko pomeni izjemno težko stanje za nadaljnje izvajanje. Pri tem mislim na ekipe kirurgov in ekipe naše ekipe zdravstvene nege. Pomembno je, da se seveda ustrezno zaščitimo vsi, tako pri oddelčnem delu, kakor tudi pri operacijskem delu. V naši ustanovi pri bolnikih, ki so COVID negativni, ne uporabljamo nekih posebnih drugačnih zaščitnih mer, kot pa smo jih do sedaj pred epidemijo, to se pravi uporabljamo kirurške maske, kirurške kape, plašče in rokavice. Drugače je v primeru, da bi prišlo do tega, da moramo operirati COVID pozitivnega bolnika, tistega seveda operiramo v drugih operacijskih, ki so za to predvidene, COVID operacijske. In tam je seveda zaščita povsem drugačna. Iz previdnosti ekipa, ki bolnika uspava, uporablja večjo stopnjo zaščitne opreme, ne glede na to, da je bolnik deklariran kot COVID negativen. V tem času seveda zaradi možnosti aerosolov in vsega tega se kirurška ekipa ne približuje anestezijskemu področju, odnosno zgornjem področju glave, trebuha. Predvsem je to pri sami intubaciji. Ko pristopimo k operaciji, je bolnik intubiran, sistem je zaprt, kar se tiče anestezije, in je verjetnost za kakršnokoli okužbo manjša. Na oddelku samem smo že v začetku organizirali sive cone, zavedajoč se ravno problema, ki sem ga prej navedel, možnost COVID pozitivnega bolnika. Če pogledam nazaj, smo imeli 3 ali 4 bolnike, pri katerih je nastal preplah zaradi možnosti, da so COVID pozitivni, odnosno inficirani z COVID-19 virusom. Hvala Bogu, so se izkazale
so se strahovi izkazali za neutemeljene, seveda pa po natančni obdelavi, ki je zajemala tudi bris za COVID. Tako da hvala Bogu, še enkrat nismo imeli nobenega primera, ki bi imel za posledico kakršnekoli hude kadrovske redukcije iz naslova infekcije COVID na oddelku za abdominalno splošno kirurgijo Kirurške klinike UKC Maribor.